Dober dan in prisrčno pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Čez 20 let boš obžaloval za tistim, kar nisi storil, kot pa za tistim, kar se je zgodilo. Zato, dragi naši prijatelji, razprite svoje jadra in varno odjadrajte s pristana, kajti življenje ponuja nešteto možnosti. Seveda pa ob tem poiščite najboljše priložnosti za vaše jadranje. In še to je res, da 1000 milj dolga pot se vedno prične s prvim korakom. In koraki današnjih popotniških razglednic bodo usmerjeni s posebnim namenom in s posebnim izrazom našega cenjenega gosta, gospoda Tomaža Cinka. Lepo pozdravljen, Tomaž. Lep pozdrav tudi vam, lep pozdrav vsem gledalcem, pa hvala tebi, Magda, za priliko, da lepe popotniške izkušnje predstavim še komu drugemu. Našim gledalcem seveda dolgujem obrazložitev, takole, da s Tomažem se poznava že precej časa, marsikaj sva že skupaj lepega doživela, zato se lahko tudi ob tej priložnosti tikava. Vsekakor pa je prav, da povem, da je Tomaž takole nekako usmerjen že skozi celo življenje v spoznavanje našega planeta. Je namreč univerzitetni diplomirani geodet in ga s iskrenim in velikim veseljem zanima vse tisto, kar je na našem planetu. Tomaž, povej, zakaj si se sploh odločil za takšen poklic? Za takšen poklic? Ja. To je pa zanimivo vprašanje. Predno sem šel v srednjo šolo, sem razmišljal, da bi nekaj v povezavi z dogajanjem in delom v naravi. Najprej sem se usmeril, da bi bil gozdar. Sem gotovil, da v srednjo šolo iz Savinjske v Postojno hoditi je kar hudo daleč. Potem, seveda je bila gimnazija, se ni bilo treba še odločiti. Po gimnaziji sem pa malo nihal med geodezijo in geologijo. Pa sem spet ugotovil, da če si geolog ali si v Ljubljani na inštitutu ali pa si v kakšnem rudniku, in tako je padla geodezija, katero sem že malo srečal med počitniškim delom v srednji šoli, ko je bila prilika, da si kakšen dinarček, jugodinarček zaslužil za kak sladoled, za kakšno žepnino. No in takole s tem tudi tvojim spoznavanjem vsega tega se je pa nehote takole na plano prikazala tudi tvoja iskrena želja spoznavanja tega planeta. Pa me zanima, kam si pa prvič sploh odpotoval? Ja, to so bili pa še študentski časi in v študentskih časih je bilo zelo ugodno potovanje v Rusijo. Takratno Sovjetsko zvezo, tako da 76. leta se nas je par kolegov zbralo, eni smo bili poparčkani, drugi ne. Jaz sem imel že mojo Heleno zraven in smo leteli iz Beograda za takrat še Leningrad. Tam smo par dni prebili, potem pa z nočnim vlakom do Moskve, tam 5 dni. Pa iz Moskve do Kijeva zopet z vlakom in nazaj z letalom do Beograda. Takrat sem imel priliko prvič, da sem celo iz mariborskega letališča, mariborsko letališče lahko uporabil kot potniško letališče, zdaj te prilike ni več. Ja, zanimivo, Tomaž. Ampak ob vsem tem, kar si zdaj povedal svojega potovanja, si potem zelo razširil to svojo ljubezen, to svojo izraznost spoznavanja sveta. Marsikje si bil, veliko si že videl, veliko doživel. Kaj ti to pomeni, da si imel v življenju to priložnost? Kaj to pomeni? Ja, bom rekel, ko se ti, kdaj nenadoma zdi zelo dolgočasno, da se nič ne premakne v življenju, pa to, če drugega ne, zdaj v digitalni dobi grem malo na računalnik, pa polistam od 2012 pa do danes imam, mislim, da kar lepo urejene fotografije. Vnukinje imajo večje veselje, ko lahko vzamejo v roke albume, ki jih še nekako v zelo skrčeni obliki, glede na to, kar bomo danes videli, vodim v klasični papirni obliki. Si kakšen kozarc dobrega traminca dam zvečer za navdih, pa vzamem še kuli zraven, da še kaj pametnega napišem kot komentar v album. Spomini
te pol nazaj prebudijo, vidiš, da so bili tega dolgi časi, smo bili malo manjši in mogoče malo lepši kot danes. Ne? To ni pomembno, kakšni smo danes, je pa zelo dragoceno gotovo, da ima človek lahko to vsebino tistega, kar je doživel in s tem dejansko si vedno bolj bogat. In tudi danes bova obogatila naše gledalce s tvojim potovanjem. Kam bomo odšli, ker mislim, da je kar prav, da se bomo podali že na to pot. Ja, ker je bilo na začetku rečeno, da moramo odjadrati, sva pač s Heleno odjadrala na 3 baltske države. Se pravi, da ne bo zmede, nordijske, skandinavske, baltske države so samo Litva, Latvija, Estonija. Tisto, kar je bilo do pred dobrih 20 let nazaj še del Sovjetske zveze. Že nekako 2 leti sva imela v opciji, da greva, zdaj je pa nekje junija je pa ta čas prišel. Ta odločitev na hitro padla in se je na koncu pokazala, da je bila odlična. No in takole, že kar vidimo tole začrtano pot, ki sta je skupaj z ženo Heleno doživela in seveda tudi z drugimi prijatelji, pa je prav, da kar pričnemo, ne, s poznavanjem. Ja, cilj mi je bil, da vsaj v eno stran gremo po kleh, nazaj pa smo šli potem z letalom, tako da smo seveda iz Slovenije težko priješ do Poljske po kleh, ne da bi prečkal Avstrijo pa Češko-Slovaško. In smo začeli z ogledovanjem v Varšavi, ki sem jo nekoč davno že videl, ampak zelo na hitro. Varšava, mesto heroj. In pogledali smo si palačo znanosti in kulture. To so tiste palača, ko jo bomo zdaj videli, ki jih je v spomin ali pa kot dar postavila bivša Sovjetska zveza vsem tistim državam, ko so bile z njo tesno povezane oziroma pod njenim pokrovom. Jugoslovani smo se ga malo znebili, tako da tega darila nismo dobili. Videli smo vmes nogometni štadion, kjer je bilo svetovno nogometno prvenstvo, reko Vislo, ki deli mesto na pol. Tu smo prišli tudi v območje, kjer smo vse posod srečevali krasne izdelke iz jantarja. To drži za celotno to območje Baltika, tudi na finskih obalah, tudi na Poljskem. Seveda v Varšavi ne smeš spustiti rojstne hiše Marije Curie Sklodowske. Je pa Varšava od ostalih mest prestolnic bistveno večja. 7. največje mesto v Evropi, 1,8 milijona ljudi, z okolico skoraj 3,5 milijona. Imaš kaj videti, ampak mi smo to jo obdelali kar bolj mimo grede v pol dneva. Sredi Varšave seveda lajner ne sme manjkati, pa tudi pivo ne sme manjkati. Na Poljskem smo videli toliko različnih reklam za piva oziroma teh različnih senčnikov. Ni to tako pri nas, kot kar Laško ali pa Union. Ne. To je trdnjava Barbakan. Da še to povem, vse to, kar zdaj gledamo, razen tistih palač v predmestju, je bilo med drugo svetovno vojno popolnoma uničeno. Delno v sklopu uničenja Varšavskega geta v letu 1943, delno pa v Varšavski vstaji v letu 1944. Samo iz teh 2 vstaj pa iz druge svetovne vojne je 350 tisoč židovskih prebivalcev Varšave izgubilo življenje ali v bojih, ali v pobojih, ali v taboriščih, ali pa v velikem stradežu. No in takšna zgodovina je pravzaprav kar to tragična. Je ravno to, zdaj vidimo spomenik tej Varšavski vstaji, ko je bila 44. leta, ko so v bistvu pri obeh Nemci popolnoma zaprli te dele mest za dodatnimi zidovi, med hišami zazidana so bila okna na to, zato da so onemogočili prehod in kontrolirali prebivalstvo. In kontrolirali prebivalstvo tudi zaradi tega, ker so znotraj teh območij dodeljevali količine hrane na človeka, ki so mogoče 10% tiste, kar je normalna potreba. Pa je Varšava zelo turistično oblegana? Kakšen občutek si imel? Varšava je bila, ja. Varšava je bila na nekaterih glavnih točkah tako, da si mogel paziti, da te ostali turisti niso pohodili. Avtobusi si jih videl vse posod, registracije vse posod. Sploh je bilo
bi rekel, Nemci so zelo zainteresirani, očitno. No, vse je prav. Tako. Tule smo tudi poskusili nekaj domače hrane njihove. Tu smo se prvič srečali s pesino juho in z nekakšnimi, kaj bi rekel, njoki, polnjenimi njoki v topli pesini juhi. V kasnejših deželah smo pa prišli tudi na poletno, hladno pesino juho. To je pa Visla, mogočna reka. Ne? Gotovo tudi takšna razsežnost vsega človeka kar nekako odpre še k nadaljnemu raziskovanju, k odkrivanju vsega in tvoj duh se vedno zelo takole elastično nagne v to, da potem z res takšnim žarom čutiš vse, kar je okrog tebe, kaj ne? Ja, tole je meni, recimo, bi kar rekel, dolgočasna pokrajina, vidite, da so ravninsko področje zelo ravninsko, ne? In tudi že na Poljskem, severnem. Meni je bilo zelo zanimivo. Nekateri vidim, da so kar takoj zadrimali, ko smo se začeli voziti po tej ravnini, jih ni več zanimalo, sej ni nobenih hribov, ampak je bilo pa veliko jezer, veliko rek. Tole jezero sem imel priliko v Servijo, da sem ga tudi okusil od blizu. Je bilo krasna osvežitev. A zaplaval si? A ja, vidimo te se. Ja, neverjetna temperatura. Moja ocena je bila 26-27 stopinj. To je 50 km južno od litovske meje. Smo že pač na meji, prav krepko v severni Evropi. Imeli so nenavadno topo junij, cel ta področje, ki smo ga obiskovali. Mi smo še ta zadnji teden tega lepega vremena ulovili. Par ur smo imeli dežja, to je bilo vse skupaj. In potem si šel takole okopan in osvežen naprej. Ja, pa sem šel na večerjo. Prej si še najedel pametno. Ja, je bilo treba nekaj pojesti. No, s slikam smo že preskočili to severno Poljsko. Tip pokrajine severne Poljske, pa vse tri te baltske države je zelo podoben. Zadnja poledenitev, se pravi zadnja ledena doba in omogočen skandinavski ledenik je naredil veliko jezer tako na severnem Poljskem kot Litvi, Latviji, Estoniji, še posebej pa vemo na deželi jezer Finski. Ko smo prišli tu v Litvo, smo opazili, da je nekje precej nižji standard, je opazno nižji kot na Poljskem. Poljska je kar dobro. Ker sem iz kmetijskih koncev Savinjske doline, sem že gledal, kakšni traktori so bili na Poljskem, tam so bili zadnji modeli nemških traktorjev, avstrijskih, pa ostale opreme. Tu so bili pa še kar tisti ruski traktori iz 50-60 let zelo pogosti. No, tu smo se pa ustavili v zelo lepem kraju, sicer ga je malo dež zmotil, da je bil pa Trakaj, srednjeveška prestolnica Litve. Zdaj bomo tudi šli na otoček sredi jezera Maja, ampak tam gor ni cerkvica, tako na Bledu, ampak je graščina. Graščina iz 14. in 15. stoletja, kjer so takrat škofje vladali temu območju Litve. Ta grad je bil, kar vidimo, opečnega na novo narejen v 20. stoletju, prej je bil v dokaj porušenem stanju, pač čas. In tudi ta gradnja, opečna kamnita gradnja ni tako trpežna kot samo kamnita, ko jih pri nas se prej, z občasa prej pride do izraza. Po temle ogledu boste videli na krožniku eno zanimivo jed. To seveda ljudje... Bom prišel do tega. To je bilo, čez vse tele dežele so imeli podobno kulinariko. To je bilo pa krompirjevo testo. Noter smo imeli polnilo, to je ravno zdaj. Cepelinaj je njihovo ime. Niso cepelini, ampak cepelinaj. Noter je bilo pri nas polnjeno z mesom, nekateri drugi so imeli gobice ali pa špinačo, kaj podobnega, pa toplo je bilo. So rekli, da je bilo mala malca, pa je bila kar velika malca. Ravno s težavo sem to pospravil.
Se je nasitna takšna hrana. Zelo nasitna, ja. Tako da Potreboval za vmes- si pa tudi moč in energijo. Ja, Priznaj. rabiš energijo. Rabiš energijo, sendvičev ne moreš imeti za cel teden naprej. Ja. No, od Trakaj je bil na levi strani te slike, potem smo se pa za pol ure pa smo bližje v lepem glavnem mestu Litve, v Vilni. Tule gor je verjetno ljubljanski župan našel idejo za takole mestno zobato železnico na en mini hribček, Gederminos hrib. Pod njim je na krasni poziciji njihova stolnica, tu je Narodni muzej. Pridemo do stolnice, pred stolnico je pa znamenita točka, tule Helena ob njej stoji, kjer se je začela 680 km dolga veriga v letu 1991 za osvoboditev baltskih držav izpod ruske okupacije. Vse tri baltske države smatrajo vključitev v Rusijo od leta 1944, ko so Rusi forsirali Nemce nazaj v Nemčijo, da se je takrat začela ruska okupacija, ki je trajala do 90., 91., 92. Vsaka država je imela malo drugačen datum. Tu smo se pa spustili v staro mesto, prijetno, polno lokalov. Ampak nebo pa ni bilo tako prijetno, kot vidimo. Nebo ni bilo. Tole je cerkev Svete Ane. Napoleon, ko je osvajal Rusijo, je hotel, velel arhitektom, da to cerkev razmontirajo, razgradijo, odštevilčijo in jo prestavijo v Pariz. Na srečo tega niso naredili, ker je kar hmal mogel Napoleon svojo vojsko zapustiti. Pa tudi to bi bil kar dolgotrajen postopek in proces. Sigurno, vsaka opeka posebej. Ni tako stene pa preprosto, tako debele, ne? kot Lego kocke, Ja. ki jih zložiš. In tale utrip v tem mestu dejansko tudi privablja veliko turistov, kot vidimo. Ja. Ko smo šla pojesti, smo bili v enem majhnem lokalu iz štiri narodnosti not. Čeprav tule, bom rekel, je bilo tako sproščeno turistično vzdušje. To ni obleganje tako, ker ga najdemo v Ljubljani pa v Piranu, pa to, ko si že Je v manjšem vidiš, da si obsegu. že mogoče višek domačinom. Ne? Ja, pa pravijo, da pa manjkajo domačini v takšnih centrih, ker turisti ne morejo videti tiste avtentične oblike življenja. To je res, ja. Ja. To je pa res, da se zdaj dogaja to, da domačini bežijo ven na kakšne svoje vikende ali na drugo lokacijo, zato da niso Da imajo mir. v tripu pretiranem izpostavljeni. To je tudi jantar. Če bi imeli na obali več časa, pravijo, da v pol ure, tam, kjer je lepa peščena obala, sigurno najdeš košček jantarja. Boš imeti pa veliko srečo, da ga najdeš takega, ko je vreden par tisoč evrov. Ne? Verjamem, ampak tudi cvetovi so nekaj No. vredni. Te tri države so vse, tako kot Slovenija, imajo nekako, bi rekel, za svoje priljubljeno ali pa nacionalno drevo lipo. Tako da sploh v Vilni je dišalo, po celem mestu je dišalo po lipi. Zelena mesta so vsa, kar smo jih vsi ugledali. To je pa na drugi strani reke, je pa čisto drug modern svet. Mi smo ga samo takole vdaleč pogledali, ni bilo časa, potem smo pa spet obrali tole zelo široko obdelano ravnino proti. Tokrat smo se pa peljali proti zahodu. Vilna je namreč skoraj na beloruski meji. Smo se pa pomaknili 350 km proti zahodu do Baltika. Naš cilj je bila Kurska kosa, to je tale dolg polotok, ko ga vidite. Polotok se na jugu drži ruskega ozemlja v Kaliningrajski oblasti, na severu v Klajpedi, pa manjka samo 300 metrov, da to ni zaprta laguna. Ampak je 300 metrov je presledka med obalo Litve pa špico tega polotoka in tam čez smo se tudi s trajektom odpravili. Cel polotok je narodni park. Cel polotok je sestavljen iz premikajočih se peščenih sipin in dobra polovica ga je v ruskim protektoratu oziroma, kako bi rekel,
ruska avtonomna oblast Kaliningrad, ki so si jo Rusi izborili v pogajanjih po zaključku druge svetovne vojne. Tule smo prvič videli, kako se lahko da iz Smarta kafe potujočo kavarno narediti, pa moram reči, da je bil kavica zelo dobra. To je ribiška vas Pervalka. Se je znamka prava za kavo, kot sem videla. Ja, davče je prodarla, ne? Res. Čakamo, kdaj bomo bar kafe tam videli. Mogoče pa kmalu. Ja. Ne bi nič zaostajal po okusu. Verjamem. Po mojem že ne. Verjamem. No in tale kosa, ki si omenil, ni v nevarnosti za kakšno poplavo, ker tole je verjetno zelo nizko, a ne? Večinoma je nizko, so pa par stolet nazaj so bile nekatere vasi še bom rekel, ne oceanski, se ni Baltik ocean, ampak na odprtomorski strani otoka in so jih pred par stoletji serija viharjev zasula eno vas, po tistim so vasi preselili na notranjo stran, tako kot je tale vas Pervalka, se pravi, da to vse ni odprti Baltik, to vse gledamo zaliv. Bom pa povedal, kako je velik. Zaradi tega, ker je potem obenem so pa začeli polotok pogozdovati in danes je praktično cel polotok skoraj v pragozdu, predvsem bora. Tu smo pa v rezervatu ene vrste kormoranov baltskih, tako drugod te ptiči naredijo, je lepo za pogledati, za vonjati, pa niti ni tako zelo lepo. No? Normalno. Ja. Tule smo pa šli pogledati hišo, kjer je višek literarnega ustvarjanja doživel nemški pisatelj Thomas Mann. Tu je najdel svoj mir, svoj kotiček. To je bilo v času, ko je bilo ta del Litve pod nemško okupacijo, pravi v 19. stoletju. Imel je res na krasnem območju, edino morje, tisto spodaj. Mi imamo pojem morja pa vode morske Jadran, tule niti slučajno ni. Modro je, ampak zaradi odseva lepega neba, modrega. Na trenutke. To je bila njegova hiša tudi? To je bila njegova hiša, ja, in danes je to muzej. Od tu smo se pa odpeljali še par kilometrov na jug. Na najvišjo točko tega polotoka je 60 metrov visok hrib Parnidis, to smo zdaj, ki ima puščavsko okolico, navidez puščavsko okolico, namreč vetrovi, pesek s temi utrdbami iz vrbovja, s temi količki pa vejami utrdijo pesek, pa pomagajo, da se tam rastlinje naseli, drugače se pa to premika, tudi ta vrh bi se premaknil kam drugam. No in videli smo prej eno zanimivo fotografijo ljudi, ki so se srečali na tem področju in vem, da imaš pripravljeno zgodbo. Ja, tu smo imeli dva zelo zanimiva sopotnika, gospa v vodoravni modri črtasti bluzi in gospod v karirasti modri, sta Novozelandca pri 84 letih, sta ene 5-6 let nazaj prodala hišo, prodala imetje, za bivanje v Novi Zelandiji sta si kupila en avtodom, kadar sta doma, prodala sta čoln in potujeta po svetu. In nam sta se pridružila v Varšavi, predtem sta iz Romunije preko cele vzhodne Evrope 3 tedne potovala do Varšave, potem sta bila z nami en teden do Finske. Na Finskem pa sta se pridružila drugi skupini in sta šla za 14 dni preko vseh skandinavskih držav, se pravi Finska, Norveška, Švedska, Danska, pa z avtobusom do Slovenije, tam pa so planirali še en teden obiska v Sloveniji, kjer sta pa sicer že bila in pravita, da jo spominja na Novo Zelandijo. No, a ni to spodbudno za vse ljudi pri teh letih, s toliko poguma, s takšnim žarom spoznavanja ljudi in našega planeta? Bravo. Nam sta bila vsem za vzor, smo sam rekli Slovenci, zdaj pa vidite, kam se moramo še premakniti, da prodamo kakšno hišo, a ne, pa trdnjavo. Ja. Mogoče. Seveda, vaša pot pa se je odpirala potem naprej še v vseh teh izrazih. Tu smo si še malo v turističnem mestu in umetniško turističnem mestu ni da ostavili, zelo prijetno mesto. Seveda se je bilo treba kaj podložiti, potem pa 40 km povratka nazaj. Tu se peljemo čez ta priliv
vožnja s trajektom je bila silno dolga 5 minut. Sam to še povem, ta zaliv, ki ga ta Kurska kosa tvori, ko je delno ruski, delno litovski, ima dimenzije 90 km sever-jug, na sredini, ker je trikotne oblike 15 km in ima 1350 kvadratnih kilometrov površine. Naše morje je ena mala luža, slovensko, proti tem. To bi rekel človek, ne? To ni nič. Ja, to, kar smo zdaj. Hvala lepa, da se je našla slika nazaj. Bojan sledi. To smo pa v Klajpedi, ko smo si prvošli večerni potep, smo odkrivali, a imajo samo pivo ali imajo tudi kakšno rdeče vino, pa so ga našli, tudi rdeče vino seveda ni bil iz Litve, bil je pa iz Poljske, pa ni bil slab. To me je zanimalo predvsem, ker vem, da imaš izostren okus za dobra vina. Ja, to je bilo, bolj ko si šel na sever, bolj si mogel imeti izostren okus, da si kaj najdel, pa bolj debelo si moral imeti denarnico, da si lahko prvošel. To pa verjetno vsakdo že ve. Že pol na jugu smo še na poljskih cenah bili, na severu smo bili pa že gor na bolj skandinavskih cenah, že na finskih cenah. No pa recimo, koliko za en kozarec vina? Tule je bil kozarec vina okoli 5 evrov. Črno-poljsko ali pa črno-francosko sta imela enako ceno, zanimivo. Smo različne poskušali. Tu smo se pa že pomikali naprej proti severovzhodu države, v okolici tega mesta Šiauliai, silno težko zgovoriti, sta dve veliki znamenitosti. Ene nismo obiskali, tisto bom pa omenil, šli smo pa na križu Kalnis, to je hrib križov. Po eni legendi bi se naj okoli 1800 začeli prvi križi pojavljati zaradi nenavadne ozdravitve ene deklice, po drugi legendi pa zaradi smrti, poboja parih domačinov. So se začeli pojavljati tu križi. Teh križev danes v uradnih prospektu piše 200 000. Jaz, ko sem gledal, kako je, da na nekaterih križih po 500 do 1000 obešeno malih križcev, ki jih kupiš dol v trgovini ali pa prineseš s seboj. Jaz sem jih ocenil, da jih mora biti sigurno milijon. To neverjetno, ampak to je versko središče uradno od 1993, ko ga je obiskal papež Janez Pavel II. Prej je bilo pa to bolj kot ne znamenje odpora proti vsakokratnim okupatorjem. Največ križev je zraslo v času sovjetske okupacije, ki je v tem času so 3krat zbuldožirali vso to območje, ampak za vsak je pol v parih mesecih zraslo še večje, kot je bilo prej. Da ne boste mislili, da niso gor tudi bili križi iz Slovenije, Hrvaške, iz Balkana, s tem, da tisti križi niso bili usmerjen bom rekel, bolj za neodvisnost, ampak v neko zahvalo za ozdravitev ali kaj takega. Ja, včasih tudi to pomaga. 50 km zahodno od tu je pa edinstvena turistična točka na celem svetu, kakor smo zvedeli, in sicer je muzej hladne vojne, ki je izstrelišče ruskih balističnih raket, ki ni bilo nikoli uporabljeno. Bilo je nazadnje 68 v pripravljenosti, usmerjene rakete na London, Bonn, Berlin pa Pariz. Potem pa seveda z osamosvojitvijo Litve pa so to demontirali, kar je bilo elektronske opreme pa orožja, jedrskega orožja, in spremenili v muzej, tako da lahko danes obiskovalci, slik ni na to temo, ker tam nismo bili, lahko obiskovalci celo poskusijo, kako bi rekel, centriranje raket, pa se odločijo, kam jih bojo usmerili. Praktično lahko gledajo. To je novejša zadeva. Meni je bilo žal, da tega ni bilo. Ženske so pa rekle, kaj boš, to je spomin na smrt, pa to sem rekel, ampak... Ja, moški smo bili vojaki in strategi. To je res.
Pot pa je seveda se kar še nadaljevala takole v že drugo državo. Zdaj smo že v drugi državi, od meje med Litvo pa Latvijo ni več daleč do Rige. Za mene mesto, ki mi je od teh baltskih mest najglobji vtis, tudi meni je bilo najbližje nekako pojmu neke svetovne prestolnice, čeprav ni mesto, veliko mesto, prostrano mesto, deli ga ta reka Daugava, ki je že skoraj kot morje. Na eni strani je moderno mesto, na drugi strani pa zgodovinsko mesto. In tu smo si najprej pogledali verjetno največjo tržnico na svetu, ko sem jaz do zdaj videl te hale, kar vidimo tam na sliki. Je 5 hal, na katerih so med drugo svetovno vojno nemški okupatorji proizvajali vojaška letala. Danes so to tržnica od sadne. Ena od teh hal je izključno ribja tržnica. 2 od teh hal so pa samo namenjene počasni ali pa hitri hrani ali pa hrani pripravljeni za domov. Tule imam veliko slik, od rib sem imel, ampak sem mogel zreducirati, omejitev je bila 300 slik, da jih ni preveč. Polovico rib sploh nismo poznali, kaj je. Seveda je pa, dišave so bile pa v kakšnem kotu zelo prijetne, v kakšnem kotu so pa potem na tiste nordijske suhe ribe tudi kakšne povsem drugačne kot prijetne, ki smo jih malo manj navajene prinesle. Pa dobro, da nisi imel sobotnega nakupa, da bi vedel, kaj ti v hladilniku manjka, ker vem, da bi napolnil si vrečko, ker si ljubitelj. Kar sem napolnil, sem takole skledo hladne pesino smetanove juhe privoščil. Žena je imela pa neko kruhovo juho, tisto pa ji ni šlo tako. Jaz sem imel kar srečo. Toplo je bilo in je pohladilo tako, kar pa pivo. Tudi zanimivo, ne? Osvežilna. Takih juh, ne vem, pa nas jih še nisem srečal. Sedaj boš pa sam skuhal mogoče. To je pa druga zgodba. Še par besed o velikosti. Latvija je druga največja, ima slabih 65.000 kvadratnih kilometrov, Litva je malo večja, zato smo tudi mogoče največ slučajno. 3 dni v Litvi se zamudili, v Latviji pa manj časa. Pa vse posod so, v vseh 3 državah so še, poleg domačinov, so Rusi druga najbolj številčna skupina prebivalstva. Kaj pa Belorusi? Beloruse omenjajo v Latviji s 3%, v Litvi še manj, v Estoniji sploh Wikipedija jih ne omeni, niti jih naš vodnik ni. Tam smo pa že pri hudi mački. Ta mačka ima tudi neko posebnost, ker takole gleda na vse dol in je kar malce povzdignjena nad ljudmi. To je kip oziroma srednjeveška hiša, imenovana, oni Angleži rečejo cat house oziroma mačja hiša. Prvotno je imela 2 stolpa z 2 mačkama. Legenda pravi, da se je lastnik hiše sprl z mestnimi oblastmi in z okoliščino, ki so bili obrtniki, in ni smel postaviti hiše tako, kot je želel, in je zato postavil na vrh svoje hiše v smeri tako, da je zadnja plat mačke gledala proti mestni hiši, kjer je bila mestna oblast, zato da jim je dopovedal, da se on kot lastnik, pa vključno njegove mačke, če lepo povem, požvižgajo na odločitve mestnih oblasti, ki so bile njemu, kaj bom rekel, v škodo. No, smiselna legenda in verjetno ima tudi nek pomen to. To ne pomeni, da v Rigi ljudje hodijo na strehe brati, ampak ta ekip je bil za okrasitev stavbe, to je pa osrednji trg. Ampak tam je tudi kar mir, če greš lahko na streho brati. Bi bil kar mir, ja. Tudi Riga za čuda ni bilo takega pritiska turistov, kot smo ga srečali na Poljskem ali pa kot smo ga srečali čez 2 dni v Talinu v Estoniji. To je pa bila meni najbolj zanimiva hiša Črnoglavcev iz 14. stoletja. Zgradila je trgovsko-obrtniška bratovščina Črnoglavcev. Stavba je bila tako kot v Varšavi popolnoma uničena v 2. svetovni vojni zaradi bombardiranj in so jo po načrtih zgradili nazaj
gor na vrhu je tudi bila letnica 99. leta 1999, so jo ponovno odprli. Ne. Ta del celo nekako kot neko cerkev njihovo posvetili. Veličastno. Mesto polno lepih cerkev, so pa vse danes nekoliko nižje, praktično za par 10 metrov, kot so bile prvotno, ravno zaradi posledic druge svetovne vojne in obnove po drugi svetovni vojni, ki pač niso šli statično v tiste višine, kot so bile prvotno. Tu smo pa v nadaljevanju, to so ulični prodajalci, seveda, njihovega zlata. Ko smo ga že prej videli, tudi tisti traktorčki pa vlakeci so bili iz jantarja. Mesto ima lepe kanale, kjer se je moč popeljati, seveda si pa moraš vzeti pol dneva časa, da greš na krožno turo. Tule smo pa prišli na začetek praznovanja največjega praznika povezanega z, tako kar je martinovanje, pri nas je pri njih paralelo, je pa njih pomembno Midsummer praznik, vezanje na najdaljši dan v letu, se pravi 21. juni. In izhaja iz poganskih časov, ženske morajo biti obvezno v rute, tiste tradicionalne, še boljše pa, če imajo cvetne vence, posebej pa mlada dekleta. In praznujejo do jutra. Tu je bilo še svečano vzdušje, pride ljudska pesem, pa to nažalost programa nismo uspeli uloviti, ker je bilo treba pot nadaljevati. Urnik je bil kar zahteven in natrpan. Ste pa dobili vtis tega praznovanja? Drugje smo to videli po napisih. Sem si pa prišel gor, kaj so bile celostranske reklame v našem časopisju za znano švedsko znamko avtomobilov, ko je bilo Midsummer akcija, izredni popusti, tretjino znižanje, 20% znižanje tudi v Sloveniji, in so to iz švedske trgovci v Slovenijo tudi prinesli. Zdaj sem zvedel, kaj je ta Midsummer. Prej mi pa ni bilo jasno, zakaj je cela stran Midsummer avto 20% cenejši. Aha, ker je to tista ste rekli, da ne smemo znamk blagovnih omenjati. Ne, tisto ne, ker potem... V glavnem je to švedski avto, ko ima ponovadi 4 kolesa. Zanimivo, ne? Da se vozi tako. Ključi ljubezni pa ključavnice so posod, to je pa Ruska pravoslavna cerkev. V nobenem od teh mest seveda Rusi niso odšli, ne da bi svojo stavbno zapuščino versko zapustili. Seveda je tudi aktivno glede na številčno. Malo z višine se vidi tudi industrijsko-pristaniški del na reki Dolgavi. Po večeri sem si pa še vzel čas za še ponovni obisk starega jedra. Sprehod čez ta most je bil kar dolg, 20 minut, ker je bilo treba vmes narediti v tej lepi svetlobi nizkega sonca, je bilo treba nekaj več posnetkov dodatno narediti. Tu jih je prikazan samo 10%. Ostalo je šlo v skladišče ali pa v izbris, ko niso bili najboljši. Je pa res krasno mesto, meni je to najlepše vtise pustilo. Veliko lepše kot pa recimo pol Helsinki, ki so tudi moderno mesto. Seveda, vsako mesto ima svojo energijo in v takem pravem času potem človek lahko še bolj podoživeto in bogato doživi tisto, kar fotografira in vidi. Ja. Če ne bi teh slikovnih spominov imel, če ne bi zdaj tega teksta malo osveževal, ker po 3 mesecih ti že malo zgine z glavi, kakšni detajli, bi veliko manj odnesel od tega potovanja, tako mi je pa ta vabilo na VTV omogočil še dodatno podoživetje. In delitev z drugimi našimi ljubitelji potovanj, ki bodo mogoče tudi na osnovi tega se odločili, kdaj oditi na to področje. Ja, drži, da je ta
v bistvu kar dost malo obiskovana, čeprav sem pa videl, da po potniških takih, eden ali pa dva z avtom, pa so kar na spletu najdeš odzivov. Tu smo bili pa naprej v gradovi, grad Sigulda, pa grad Torajda, razvaline, delno obnovljene od tevtonskih vitezov, to je bil en red nemških vitezov. Zdaj smo v Siguldi, to je manjša lokacija, potem pa pridemo do Torajde, kar čez par posnetkov že v neposrednji bližini, samo na drugem hribu. Tu so zanimivo zgodovino povezani z modernim časom, z rekreacijo. Iz teh hribov imajo speljane tudi žičnice, bob stezo, imajo tekaške poti in pod tem gradom v Siguldi je edina največja skandinavska podzemna jama, ki meri 10x15x6 metrov. Potem se pa spomnimo, kakšno bogatstvo tega imamo v Sloveniji. Samo če pogledamo ali pa že kar Savinjčani. Tu smo pa, ta je pa velik grad, impozanten grad, sem imel tudi cel kup posnetkov, sem mogel strašno zreducirati. To je bolelo srce, verjetno malce takole se odločati, potem kaj izbrati, ampak vse gre. Sem že kdaj videl, ko sem diapozitive kazal, če sem jih zelo na gost pokazal, pa veliko je polovico publike zaspal, preden sem prišel do konca. To danes se verjetno ne bo zgodilo našim gledalcem, razen če so v udobnem fotelju pa utrujeni. Tule je pa lepa zgodba, tragična zgodba o deklici Maji. Deklici, ki so jo našli po eni od bitk kot manj kot 1 leto staro v naročju ubite matere in jo je vzgojil oskrbnik tega gradu. Je vzgodil in je bila že pri 18 letih, so ji rekli, vrtnica iz Torajde, tako lepa je bila. In se je zaljubila v vrtnarja, sledila je pa tragična zgodba. Deklico je na večerno srečanje s pismom povabil kot ta njen vrtnar zaročenec, prinesel ga je osebni sel, v resnici je bil pa to en poljski vojak. In poljski vojak je zahteval, je bil nasilen do nje, je hotel od nje, tako vemo, kaj hotel je tudi poročiti. Ona je pa imela podarjen en čarobni šal, za katerega je verjela, da je čarobni šal tako močen, je neka gospa ji podarila prej, čarobni šal tako močen, da če ga nosiš okoli sebe, tebe ne more fizično poškodovati nihče. Mu je rekla, da mu da ta, če jo pusti pri miru, mu da ta šal, pa on je rekel, da ne verjame v to, pa je rekla, da lahko na njej preizkusi ta šal in je sablo šal popustil. Tragično. In prebrisano. Imajo pa tudi v okolici te Torajde, tako kot imamo mi, bom rekel, te kiparske parke kipov z Kovinske srečamo v Zrečah, bolj znana je pa forma viva v Portorožu, imajo tudi eno obliko forme vive. To pa ni forma viva, to je pa reklama za latvijsko pivo. In smo se odpravili naprej, čez mejo v Estonijo. V Estoniji smo imeli pa kar dolgo obalno vožnjo, ampak obale praktično ne vidiš, ker je do peščenih sipin vse pogozdeno zato, da vetrovi ne odnašajo obale. Tu v Estoniji smo se po zdraviliškem in študentskem središču Parnu ustavili in smo imeli celo pol ure za ogled plaže, da smo edinkrat srečali se z... Jaz sem pa vedno v pripravljenosti, tako da v nahrbtniku sem imel mini brisačo, kopalke. Najprej sem šel z nogo poskusiti, če je res tako ledeno, Baltijsko morje, pa sploh ni bilo tako ledeno. 2 minute sem bil v kopalkah, ampak 5 minut sem letel do morja, da sem prišel do globine, kjer tu sem tam na sredi, da sem lahko zaplaval, ne da sem naredil po blatni mivki, ampak da sem zaplaval. Seveda voda je bila tudi 25-27 stopinj, ker je zelo plitvo morje, pa ker so imeli 3 tedne te vročinskega vala. In tudi plaža je bila, so rekli, za ta čas
domačini kar lepo obiskana. Ne. Pa jaz vem, da tebi je morje nekaj posebnega. Morje in voda v vseh oblikah. To si ti predan. Ali je sneg, ali je tekoča voda. Ja. Najslabše mi gre ravno takole, kot jo bom zdaj moral malo si privoščiti. Si grlo oplakniti, da bodo besede bolj gladke, a ne? In sreča takega doživetja te potem kar spodbudno še vodi naprej, a ne, na poti. Seveda. Začneš razmišljati, da bo zdaj pa treba naslednjo potovanje narediti pa kam bolj v hribovito, da te ravnine malo zamenjamo, čeprav jih že doma vidimo, ampak ja, vedno je treba iskati. Če bo pravi veter. Ja, veter pa jadra, bomo videli, kam bo odnesel. Ja. Od Parnuja je bilo samo 200 km čez sever, do Talina. V Talinu nas je pozdravil vrtiljak na vrhu največjega nakupovalnega središča, tako kot smo Slovenci, bom rekel, že skoraj obsedeni z nakupovalnimi središči, smo opazili, da je to ta vrste v narekovaju industrija okužila tudi te bivše ruske dežele. No, tole ni pes, to je bil konkreten volk, pa ta je bil kontrolor na mesto natakarja, da nisi preveč jedel tam v tamkajšnjem hotelu. Pa da si se lepo obnašal. Da si se lepo obnašal. Sem ugotovil, da če bi ga v gozdu srečal, da bi znal zelo hitro plezati na drevo. Verjamem. Tu smo v tem hotelu spoznali tudi novo vrsto pijače, ki je pri nas ne poznamo. Peneča pijača, rahlo alkoholna, skoraj šoferska, 1% alkohola samo, pa zelo zanimiva, delajo jo iz kruha, pa sladkorja in se je reče kvas, izvor je pa iz Rusije. In iz Rusije je prišla ta tradicija čez te baltske države in tudi na Poljsko. Sem si jo celo eno steklenico domov prinesel, zdaj sem pa ugotovil, da jo lahko kupim v ruski trgovini, oziroma po spletu naročim iz Ljubljane, ko imajo... Bo degustacija mogoče. Tako, to imamo pa zdaj vhod s cvetjem, cvetlično tržnico nas je pozdravil na vhodu skozi glavno obzidje mesto Talin, stari del Talina. Nekateri od mojih sopotnikov so si ga potem za svojega vzeli to mesto, ki je bilo bistveno, bom rekel, nekako bolj skoncentrirano. Vse je bilo od starega mestnega središča, 1 kilometer stran so bile že tiste 300-metrske ladje, ko so nas pol pelale na druge svetove. To je bila pa najbolj simpatična prebivalka vseh treh držav. Morala je biti simpatična, ker je prodajala pri 35 stopinjah je prodajala šale in kape za zimo, ne, v Vavnini. Ja. In to nam je demonstrirala, kako iz enega res dolgega, par metrov dolgega šala narediš vse, kar vidite na njej, na obih slikah, je to iz enega dolgega šala, ki ga je znala tako umetelno v parih sekundah zavezati. Ja, nič nas ne sme presenetiti takrat, ja, ko bo zima. Tako. To vse treba vedno pripraviti. Estonija je za razliko od prejšnjih držav malenkost manjša, 45 000 km2. Tudi najmanjša po prebivalstvu, samo 1,3 milijona. Statistika kaže, da se jim prebivalstvo manjša. Drugače je pa bom rekel, po standardu pa sigurno od teh treh najvišja. One dve so še precej vezane na Sovjetsko zvezo, sploh v energiji, oziroma na Rusijo. Estonci so pa zelo povezani že iz preteklosti, izvora, iz jezika, iz izvora ljudstva na Finsko, pa tudi danes veliko je tudi dnevnih migrantov, se vozijo 2,5 ure v eno stran z ladjo ali pa grejo na tiste manjše hitre ladje, ko so še hitrejše, ali pa delajo 5 dni med tednom na Finskem, potem pa čez vikende pridejo domov. In tudi obratno smo videli, ko smo bili na ladji, si takoj spoznal Fince, vsak je imel za 50 kg prtljage v obliki raznih pijač, ker pač ladje so brezcarinska cona. To je pa stari del Talina. Ogledali smo si veliko zelo lepih hiš,
spominjajo po nekatere tudi na tisto severno-nemško arhitekturo ali pa arhitekturo, ki jo najdemo tudi v starih hišah na Danskem, ko je kombinacija lesu pa zidanega dela. Pregledali smo si grad, parlament, na vrhu hriba impozantna lega je pravoslavna cerkev ruska. Potem se tole gledam, če se nima. Ja, to je pa osrednji glavni trg. Tu smo pa poskusili kosilo na srednjeveški način. Eno mesno juho, tako veliko, pa rečemo na takarci, ki je pa žlica, ni žlice. Spije se, verjetno. Spije se, pa s kruhom priloženim, kar ostane noter, pomaže. Ne? No, pa smo uspeli brez hudih posledic za obleko to pospraviti, pa dobiti energijo, da smo se uspeli na to Trnavo. Tule je pa spominski kraj na tej trdnjavi, kjer je bila razglašena najstarejša zastava, in sicer zastava Republike Danske. Zanimiva pa je, da druga najstarejša zastava je pa latvijska zastava, estonska zastava, pardon. Čeprav Estonija ni bila v bistvu prvo pravo samostojnost, je Estonija doživela po prvi svetovni vojni, ko je izšla iz bivše nemške, švedske, pa ne vem kakšne okupacije še, ne. Druga samostojnost, ta prava pa šele 1992, od takrat naprej šele, ko je tudi približno tako hitro kot mi, potem v 12 letih do 2004 postala kot samostojna država tudi članica Evropske unije. No, tole v pravoslavni katedrali Aleksandra Nevskega, to je to, so se pripravljali tudi na eno pravoslavno svečanost, tudi pop je prišel ven, pa se usedel tako kot predsednik v Audi A8, pa so ga nekam odpeljali na neka pomembna srečanja. V glavnem v predsedniško vozilo. Prav so Rusi še kar tam lepo. Usmerjeni, ja. Tradicionalne pijače poleg piva so pa zelo zanimive. Ena od njih sem si tudi prinesel domov, pa sem jo včeraj odprl. Je rečejo kar black ali pa brown balzam, so zelo gosti zeliščni likerji na bazi vodke, s tem, da ne vem, kako jim je to uspelo narediti, procenti so tam okoli 45% in ogromno zelišč in tako goste, da jih nekateri tam doma pri njih mešajo. Najbolj zanimiva kombinacija, ki je pa nismo uspeli poskusiti, je bila Riga Black Balsam z zeliščnim čajem. Malce čaj razreči, verjetno. Ja. Čaj zgostijo, pa balzam razrečijo, da tudi vdžeja, ne samo, da dobiš hudo dozo alkohola. Drugače pa alkohol je zelo popularen v vseh teh državah. Ja, ima svoj razlog. Mogoče celo bolj kot pa pri nas, ne. Tako je bilo neuradno slišati. No. Tu v Estoniji pa drugače pivo že bilo skoraj na finskih cenah za 7 €. Tu smo pa obiskali najstarejšo kavarno in čokoladnico v baltskih državah. Nekje v tej tudi proizvajajo slaščice, se imajo, da so eni od prvih tovarn, kjer so znali narediti slaščico iz sladkorja, ki ga jaz pri nas nimamo tako radi. Nisem si napisal, tako da posebno slaščico. Ni pomembno, samo da je sladko. Zelo sladko s specialnim okusom. In taka sladka potovanja, potem, ko jih takole doživljaš, ki se iz dneva v dan premikajo naprej, so vas potem še kar vodila. Kam ste še potem nadaljevali svojo pot? Svojo pot smo seveda morali zaključiti tudi na cilju, ki smo ga predvideli, na to mesto, na mesto Helsinki. Do tja smo se popeljali z
2,5-urno trajektno plovbo s takim trajektom, kot je tamle Tallink. Prej smo še tu malo obiskali bolj zapuščena stare dele mest, ki niso turistično še tako propagirani ali pa tako obljudeni, zato ste videli, da je bil brez fasad. Se pravi, tudi tu ni vse tako lepo, tudi tu še manjka sredstev, da bi bilo vse tako, kot more. Od tu iz tega pristanišča se pa odpirajo ladijske povezave, hitre ali pa normalne, tako v Rusijo, v Sankt Petersburg, kot v par mest na Finskem, kot tudi na Švedsko. Eno noč je potovanja do Švedske, 2 ure pa pol je pa s tako le hitro ladijsko povezavo do Helsinkov. Tu gor je 20-30 brezcarinskih trgovin. Ženske so nas potem malo okrcale, ko smo pristali, da smo predolgo jedli, pa predolgo gledali morje, slikali. Zamudili trgovine? Ja, ker ko smo prišli v trgovine, so že zapirali jih zaradi pristanka. Ne. No in vidimo že, da ste pristali v Helsinkih. Ja, to je Finski zaliv. Finski zaliv je pa vezan na 2 zanimive zgodbe. Tallinn pa Helsinki sta zelo povezani mesti med sabo. In v bodočnosti po zasebnem projektu podjetnika iz Estonije bi naj že leta 2026 bil dograjen 80 km dolg podzemni tunel med Tallinnom pa Helsinki. Posledica tega tunela bi bila hitra izmenjava prebivalstva, pa tudi to, da bi se te 2 mesta združila v neko somestje, ki so ga že ljudje poimenovali v Talsinke. To seveda hitre gradnje ni mogoče brez Kitajcev in tudi tu bi bil kitajski kapital prisoten in kitajska tehnologija gradnje. In koliko časa, Tomaž, je trajalo tole potovanje, ki smo ga danes poznali? Celotno potovanje je bilo 8 dni, zelo intenzivno. Tudi pol dneva smo posvetili Helsinkom, kar zdaj ravno gledamo, mestna hiša, katedrala, staro pristanišče, pa tudi finske spomenik Janu Sibeliusu tukaj, pa tudi malo finske ribje kulinarike smo imeli priliko spoznati, ki pa ni tako daleč od naše ribje kulinarike na Jadranu. In kaj bi kot zaključek rekel sedaj tega potovanja? Ja, jaz bi rekel, da smo šli domov z nepričakovano lepimi in pozitivnimi vtisi, ki jih mogoče prej nismo. Na 8 dni dolgi poti smo se samo na začetku pa na koncu prerivali v gnečah turistov. Te nove države, 28 let stare, so znale lepo povezati srednjeveško, bogato srednjeveško zgodovino pa modern čas. Zraven smo pa ugotovili, da tisto reklo, govori srbski, pa da te razume celi svet, tu vsekakor ne drži. Tu smo si pomagali predvsem z angleščino. Če pa ne bi jaz moje ruščine srednje šole že v glavnem pozabil, bi se pa dali tudi s starejšimi prebivalci tudi po rusko kar zmeniti. Ko so slišali, da smo iz bivše Jugoslavije, so začeli kar po rusko spraševati. No, takole, tale jezik, ki sva ga midva danes uporabila, da sva lahko predstavila našim gledalcem tele baltiške dežele, ki si jih spoznal in nam jih tudi približal, je seveda dragocen izraz vsega, kar lahko tudi doživimo v tem našem zemeljskem življenju, in pravijo, da nas potovanje naredi skromne. In predvsem zato, ker takrat spoznamo šele, kako majhen del sveta zasedamo. Vem, Tomaž, da tvoja skromnost, ki na drug način široko odpira pogled na celotno naše domovanje tukaj na zemlji, je zelo bogato, zato hvala, da si prišel k nam in nam tole približal, in želim ti še res veliko ugodnega vetra, zdravja, da boš lahko jadral vse povsod. In hvala seveda. Hvala še enkrat za vabilo, hvala za dobre želje glede jadranja, hvala tudi VTV-ju, da me je naredil lepšega, kot sem v resnici.
upam, da bodo jadra že kmalu spet napeta v drugo smer. Dragi naši prijatelji, seveda je vredno vsako potovanje vsega tistega, kar vložimo van, tudi premoženja in denarja, če ga imamo, ker se tako zelo obogatimo. Hvala vam, da ste bili v naši družbi in želim vam, da vas tudi vse povsod vodijo lepe, zdrave in pa srečne poti. Bodite lepo in se vidimo prihodnjič, pa seveda hvala za družbo, pa srečno povsod. Abu der Baal Shem, auf his boy